Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Drzni zmagovalci predstavljamo podjetnika, ki bi takole odgovoril, če bi ga vprašali, ali bi raje sedel v jadralno ali v akrobatsko letalo. Navajam. Večina si želi jadralnega, torej jasna navodila, znane poti brez velikih pretresov. Nekaj pa nas je takšnih, ki se nam utečene poti ne zdijo zanimive, ki z vedno novimi izzivi preizkušamo svoje meje. To smo tisti, ki bi se brez pomisleka usedli v akrobatsko letalo. Zato samega sebe naš tokratni gost, dr. Jure Knez, imenuje akrobati. Gospod Jure Knez, lepo pozdravljeni. Vi ste ustanovitelj in predsednik družbe Devesoft. Ja, lep pozdrav. Seveda sem si tale citat izposodila iz zelo zanimive knjige Akrobati. No in tole je na koncu z vašim podpisom, tale citat. Torej, zakaj vedno ubirati neke nove drzne poti, čeprav so mogoče nevarne? Ja, jaz mislim, da po tolikih letih človek ne zna nekako živeti drugače in to je dostikrat naporno, ampak se mi zdi, da že ko se stvari nekako utečejo, ko grejo v neko smer tako stabilno, si pa človek kaj novega spomne, da je zopet zanimivo in se dogaja. Tako da najbrž je to nek stil življenja. No, vi ste pravi gost za oddajo Drzni zmagovalci, ker vi ste si drznili in ste zmagali. Ampak greva zdaj na to vašo podjetniško pot. Torej, Devesoft proizvaja merilne naprave. Povejte nam, zakaj so vaše merilne naprave tako posebne? Ja, to je tudi ena taka stvar, ki recimo, če vprašate enega, ki je mogoče nekje dijak ali pa študent, bo le redko kdo odgovoril, jaz bi delal pa merilne naprave v tistih časih, ko sem jaz gor rastel, tega sploh še ni bilo. In to je bilo nek splet naključij, da sem zajadral to merilno tehniko in potem sem videl, da dejansko v svetu ne obstajajo merilne naprave za večkanalno merje, ki bile enostavne za uporabo. Primerne za strojne inženirje, primerne za elektroinženirje in potem nekako sem se odločil, da bom poskušal to vrzel zapolniti in se mi zdi, da je z vseh odzivov strank, ki so danes naši uporabniki, to res dobro uspelo. No, seveda v tej knjigi lahko izvemo in tudi dejansko sem bila sama v vašem podjetju, recimo odkole je tule primer take merilne naprave, več fotografij bova pokazala v ozadju. Te vaše naprave so tudi lepe, so estetske. In nekdo vas je nekoč vprašal, zakaj pravzaprav posvečate pozornost tej estetiki, saj so tako vgrajene nekam noter v druge aparate in se ne vidi teh naprav. Zakaj je to tako pomembno? Ja, iz psihologije človeka prihaja, pa sem se to naučil šele kasneje. Najprej smo res želeli narediti vse največ, kar je možno, da bo izdelek ne samo funkcionalno, uporaben, prijazen, ampak tudi lep. Ampak kasneje sem se naučil iz knjig in tudi iz odzivov strank, da ljudje kupujemo s srcem, z dušo, z očmi, s čustvi. Tudi nakup merilnega inštrumenta je čustven nakup. Sej se stranke racionalno odločajo, ampak na koncu je pa ne samo oblika inštrumenta, ampak predvsem tisti osebni stik s tistim, s katerim komuniciraš, tisti, ki nekako prepriča. In zato mora biti vsi elementi prisotni, da nekako pride do uspeha, pride do tega, da eno stranko prepričaš, da uporablja tvoje inštrumente. In zato že vrsto let ogromno časa posvečamo temu, da so inštrumenti zares lepi, pa mogoče to iz neke strani, kako je pa lahko ena črna, oranžna škatla lepa, ki v bistvu meri neke napetosti, tokove, merilne lističe, ampak očitno, če ste opazili, pa je že nekaj na tem. Ja, seveda, se konec koncev tudi vaš logo, to je vse urejeno, to je črno-oranžno, recimo tale znak, tu ste z zaposlenimi, teh imate zdaj 200 v Sloveniji, pa 200 v tujini.
o tem bova malce rekla, ste tudi ponazorili ta logo in ta znak pravzaprav. Ja, tako je, ne. Mislim, da je ta podoba, ki jo izkazuje podjetje, izredno pomembna. Tako da z vseh strani pač je treba poudarjati ta brand, blagovna znamka, pa ni bila od začetka tako urejena. Od začetka smo imeli en tak čuden logo, kar precej časa je bil moder, zelen, rdeč in potem smo nekako se odločili, da to stvar uredimo in zdaj smo že, mislim, da 15 let smo že oranžno-črno podjetje. No, lejte, greva na same začetke. Kako ste vi pravzaprav začeli? Vi pa vaš kolega Oražem sta kupila, ali kako sta začela to? Z nekima dvema partnerjema? Ne, mi smo v bistvu ustanovili podjetje, skupaj 4 ustanovitelji. Na bazi tega, da smo z Andrejem že par let prej delali na projektih tukaj v Sloveniji, potem so se pa odločili še z 2 tujima partnerjema ustanoviti podjetje, ki je v tistem času izdelovalo samo programsko opremo za merilne inštrumente. In to je bil en tak kar pogumen korak, ampak se potem izkazal za zelo uspešnega. No, kako vam je uspelo prodati recimo Nasi? Vaši merilni inštrumenti so v marsikaterih tudi plovilih, vesoljskih plovilih, marsikje, kjer mi pravzaprav sploh ne bi tega pričakovali. Ja, to je bil pa kar en mali čudež, da se je NASA leta 2003, ko se je odločala za zamenjavo starih papirnatih rekorderjev, da smo v ta izbor tudi prišli mi, torej Devesoftova programska oprema in potem NASA je itak blagovna znamka, podjetje, s katerim se vsak želi delati. In v bistvu smo potem vse tiste stvari, ki so jim manjkale, smo čez par let dodali. Tako da smo dejansko potem, ko je prišla na vrsto digitalna telemetrija, torej popolnoma zamenjava merilnih sistemov, da smo bili pa že kar zelo preferiran dobavitelj in da smo bili potem tudi tukaj izbrani in z NASA delamo še danes, če dalje več. Devesoft je res trdno zasidran pri njih, tako da tudi ne samo stara raketa Space Shuttle, ampak tudi nova raketa, recimo Artemis, je bila spremljana z našo programsko opremo in pa tudi merilnimi inštrumenti, s katerimi so merili vse mogoče parametre na izstrelišču. Tako da to je res taka zgodba, za katero, če bi mi kdo rekel, da se bo kaj takega naredilo takrat, ko smo ustanovili podjetje, bi rekel, da je čuden. Torej, ko bomo šli zemljani, ko bodo, no, saj nas najbrž ne bo več nekoč na Mars, bo šel tudi Devesoft. Vse to bomo pa po moje še dočakali, ne. Tako da definitivno bodo z našo programsko opremo vedeli, kje so. Torej, takrat, ko ste šli, to sem pa prebrala v knjigi, na Florido, mislim, da je bilo predstavljati nek proizvod, ste imeli 2 modela s sabo, eden kar na lepem ni deloval, potem ste vi popravili z izvijačem. Kako je bilo to? Kako se mora v bistvu podjetnik znajti? Ja, to je pa v bistvu zmeraj ena taka stvar, da običajno stvari ne delujejo takoj, ne. In tista volja, tista energija, ki jo človek dal, da kar ne obupa, pa da poskuša nekaj narediti, včasih lahko res premakne jeziček na tehnici in v tem primeru ga je. Torej, ko smo bili na Floridi, smo potem šli v General Motors v istem času in tam smo predstavili popolnoma novo linijo merilnih inštrumentov. S sabo sem imel 2 prototipa, ki sta komaj delovala in potem jih je bilo treba še popravljati. Tako da to je res taka zgodba, ki, ne vem, je res za kakšno knjigo, kar ti je tudi napisano. Tako, ja. No, ampak zanimiv je ta del, ko so rekli, pustite nam en prototip tukaj, ste vedeli, da bo mogoče delal samo še en dan ali pa tudi to ne. Ste rekli, drug teden gremo v Indijo, ga potrebujemo, ne. To ste se tudi precej znajdli, ne?
Ja, potem to pa mislim, da ne piše v tej knjigi, da sem potem leta potisnil s tem vodjo oddelka v General Motorsu, so igrala biljard, tako, in sem mu povedal to zgodbo, Piše, to piše. A to piše, ne. Je bil šokiran. Ja, ni bil nič kaj veliko zadovoljen, ampak do njegove upokojitve v bistvu smo res, pa še danes smo v stiku in je ta odnos res globlji, kot samo stranka in pa dobavitelj. In to je tista stvar, mislim, ki je ključna, da moraš vzpostaviti nek tak osebni odnos in tudi zagotavljati jim, da stati jim ob strani, da če gre kaj narobe, da boš naredil vse, da lahko nadaljujejo s svojim delom, ker naši inštrumenti se resnično uporabljajo v najbolj zahtevnih meritvah, pri prototipih, pri validaciji prototipov novih avtomobilov, raket, avionov in to je kar odgovorno delo in je treba poskrbeti, da zadeve delujejo. Tako da tu je en izmed ključnih stvari, ki se mi zdi, da tudi sodelavci pa sodelavke dobro vedo, da je treba strankam resnično pomagati pa narediti vse, da bodo zadovoljni. Torej, vas so v nekem trenutku Američani, torej neko podjetje, vas je želelo tudi kupiti? Ja, vse to se dogaja kar vsak mesec. Ja, dobite elektronsko pošto. Ja, tako, da se neko podjetje zanima za nakup. Dobili smo tudi, recimo, ne vem, prav skoraj že knjigo, kako bi bilo to dobro, da bi se Devesoft pridružil eni večji korporaciji z vsem planom integracije. Tako da nekateri se resnično potrudijo. Se mi pa zdi, da ta naš model, ki ga imamo, pa je čedalje bolj znan in da podjetja sedaj pa tudi večinoma že vedo, da Devesoft ni naprodaj, da je v lasti zaposlenih, da imamo tudi holding fundacijo, ki bo poskrbela za to, da bo podjetje tudi v prihodnjih generacijah imelo kar najboljše možnosti za to, da obstane. Seveda je težko reči, da podjetje pa bo obstalo, lahko se naredi marsikaj, ampak lahko pa na drugi strani naredimo pa infrastrukturo, da povečamo možnosti. No, zdaj, ko ste začeli tole zgodbo, to je zanimivo, jo lahko tudi bolj pojasniva. To se pravi, leta 2016 ste se odločili, da boste na nek način omogočili zaposlenim, da kupijo deleže v podjetju. Povejte nam kaj več, zakaj ste se za to odločili in kako je zdaj to videti? Ja, ta razkorak med vodstvom, med zaposlenimi je postajal čedalje večji. Ni bilo razumevanja, kako podjetje deluje, kaj potrebuje za uspeh in zato smo v nekem trenutku se odločili, da bomo k lastništvu povabili tudi sodelavce, zaposlene. Odprli smo knjige, to je zelo pomemben element, da vsi vedo, kako gre podjetju. In uvedli sistem nagrajevanja najprej, potem pa še sistem solastništva, kjer lahko iz nagrad zaposleni kupijo delež podjetja v bistvu po knjigovodski vrednosti, to je najnižja vrednost, ki je še nekako sprejemljiva pri vrednotenju, ampak potem, ko nekdo zapusti podjetje, mora tudi po trenutni vrednosti kapitala svoj delež prodati. Medtem pa je seveda upravičen do dividend in tako naprej. Ravno v ponedeljek bomo spet novo skupščino, kjer bomo pogledali lanske rezultate, ki so bili res rekordni in potem se odločili, kako naprej. Torej, vi praktično vsak dan veste, ko imate nek velik ekran v vaši pisarni, kjer sem bila, sem to videla, vi ves čas veste, koliko je vaše podjetje vredno. Ja, tako je. Tako da vemo tudi čist na dnevni ravni, kako podjetje deluje. Torej, bilanca stanja, izkazi poslovnih uspehov so na voljo praktično vedno. Vsak mesec se dela bolj podrobna bilanca, dnevno pa vidimo, kako podjetje diha, kako mu gre in potem na tedenskih sestankih, najprej skupnih, potem pa oddelčnih, se usklajuje, kaj lahko naredimo
da bo podjetje še naprej delovalo dobro. Torej, tu sodi vprašanje, koliko je danes vredno vaše podjetje? Ja, nekako po tem vrednotenju mislim, da je nekje je vrednost kapitala nekaj čez 80 milijonov. Seveda pa, če berete te slavne lestvice, je pa podjetje vredno veliko več. In to je v bistvu načrtno, zaradi tega, ker si res želim, da bodo lahko zaposleni bili udeleženi v lastniški strukturi podjetja v kar največji možni meri. In to je vrednost podjetja v Sloveniji ali vse skupine, tudi tistih po svetu? To je vrednost v Sloveniji. Kaj pa tiste v tujini? Tukaj delamo pa konsolidirane bilance, in tukaj dodajo še nekaj k kapitalu, bistveno pa ne zaradi tega, ker večino infrastrukture, materijala, zalog je tukaj v Sloveniji, tako da tisti še dodan, mislim, da je nekih 30%. In tam je tudi vse skupaj 200 zaposlenih, v koliko državah jih imate? Sedaj se bližamo številki 20, tako da recimo v Ameriki je 70 zaposlenih, to ne vem, kdaj se je zgodilo, je res neverjetna rast. In to so tudi v vsaki državi v bistvu imamo res izjemne ekipe, tako da tudi v času korone, ko se nismo mogli srečevati, je podjetje res neverjetno raslo in se razvijalo. In tudi tuji delavci, torej delavci v tujini, zaposleni, lahko kupujajo deleže njihovega podjetja? Tako je. To imamo zdaj nekako implementirano v Franciji, na Kitajskem. V večjih državah so tudi vodje teh držav, solastniki v podjetju in potem se odločajo, kdaj bo implementirali pa solastništvo tudi širše. Tako da je to proces, ki se počasi dogaja, ker moramo tudi vedeti, da ta prodajna mreža je relativno mlada. Dosti podjetij se je ustanovila pred kratkim. Je pa tudi ena stvar, da se moramo zavedati, kako pomembna je prodajna mreža. Že po sami številki, 200 se tukaj v Sloveniji, pa delamo praktično ves razvoj, proizvodno, marketing, skupne službe so tukaj. 200 pa jih je v tujini, ki je njihov prvenstvena naloga je prodaja in podpora uporabnikom. In že iz tega razmerja vidimo, kako pomembno je, da damo veliko sredstev, namenimo tem delu in da se izdelki ne prodajajo sami od sebe. Torej, zelo zanimivo je to vaše notranje lastništvo. V nekaj slovenskih podjetjih je tudi prisotno, ampak povejte nam zdaj, kdo je danes lastnik Devesofta? Ja, zdaj zaposleni imajo v lasti 20%, 80% je pa v lasti holdinga. Jaz sem svoj delež premaknil na družinski holding in tako da sem že v 0,nekaj% vključil v lastništvo tudi otroke, tako da tudi otroci se zdaj učijo bilanc, kako podjetje deluje, tako da bojo imeli tudi ta občutek. No, zdaj pa znotraj holdinga, zaenkrat znotraj holdinga ustanavljamo tudi fundacijo. Fundacija je pa zelo zanimiva organizacijska oblika. Recimo v tujini so ogromna podjetja, ne vem, Marsk, Zeiss, Bosch so fundacije in fundacija nima lastnika. To pomeni, da je nekako trajna, se ne prenaša ne iz roda v rod nikakor drugače, ampak ima svoj namen. Tako da to je v bistvu še ta tretji element, ki se mi zdi izredno pomemben, da lahko podjetje deluje tako trajno in v dobro. Ne vem, namen fundacije je razvoj podjetništva v Sloveniji pa razvoj Zasavja in to je v bistvu ena taka stvar, ki potem tudi nazaj
če se poskušaš razvijati lokalno okolje, se mi zdi, da potem tudi lokalno okolje ti vrne. V bistvu je drugače. Ne? To lokalno okolje naše zasavsko mi je dalo meni vse, kar imam, delovne navade, tudi družina, ne, seveda, to zateglas, ne, tudi ljudje so izjemni in mislim, da je prav, da podjetja nekako z roko v roki razvijajo tudi ta lokalna okolja, da potem lahko rastemo naprej. Ja. No, zdaj, pri tem modelu je zanimivo seveda tudi to, če nekdo odide iz podjetja, mora po tisti trenutni ceni prodati svoj delež podjetju. Zdaj seveda, ko je odšel vaš partner Andrej Oražem, je tudi moral prodati, čeprav je imel precejšnji delež. In zdaj me zanima, kaj se bo zgodilo z vašim deležem, ko boste vi odšli v pokoj. Ja, nič posebnega, ne, zaradi tega, ker v bistvu jaz nimam te možnosti, da bi lahko prodal podjetje. Jaz sem naredil tudi simulacije za naslednjih 100 let in se videl, da je to praktično nevzdržno, da bi moj delež v celoti prevzeli zaposleni, tako da en del bo ostal v družinskih rokah. Jaz si nekako predstavljam, in to je dejstvo, ne, da bodo zaposleni imeli čedalje večji delež, potem pa ta tretji del bo pa fundacija, ki pa je nekako stabilna in trajna oblika lastništva. Seveda pa tukaj v Sloveniji ta zakonodaja fundacije zelo taka, bi rekel, zastarela. Ne? Recimo, določi se pristojno ministrstvo, ki sploh dovoli ustanovitev fundacije, določi ime, lahko v bistvu vodstvo odstavi, lahko fundacijo zapre in potem ta kapital fundacije da drugim podobnim inštitucijam. Ne? In pod takimi pogoji... Država pokradla, praktično vzela. Se ne rečem, da bi se to zares zgodilo, ne? Ampak se mi zdi, da če želimo imeti gospodarske fundacije, da je treba pa to zakonodajo popraviti, pa narediti jo primerno današnjemu času, da se bodo lahko podjetja odločila tudi za to organizacijsko strukturo. No, vi ste tudi svetovalec vladi, pa prej ste že bili, večkrat vas povabijo k nasvetom. Kakšen je vaš komentar na vse te reforme, ki jih hvala Bogu ni, ampak vse to, kar se dogaja zdaj ob tej vladi, pa tudi že pri prejšnji? Ja, prejšnja vlada je imela res tako nehvaležno nalogo delovati v covidu, ne? In iz tega ven se mi zdi, da smo šli kar kot zmagovalci. To je dejstvo, ne? Slovenija je tako po teh izračunih, po teh poročilih v covidu bila druga najuspešnejša država in mislim, da je bilo gospodarstvo res odlično pripravljeno na ta post-covidni čas. Je pa dejstvo zdaj, da nekako Slovenija zaostaja, postaja nezanimiva za tuje kadre, za razvoj podjetij. Veliko podjetij se je že izselilo. Če pogledamo, recimo, kot so danes sedeži večjih gospodarskih družb tujih za, ne vem, Balkan, že vidimo, že imamo odgovor, kam se to seli. Tudi, recimo, vrhunski kadrem je danes zelo težko ponuditi, da delujejo pri nas, zaradi tega, ker je obremenitev dela je visoka. Na drugi strani pa, ko jim razlagaš, ja, sej, ne, penzije pa ne bodo najbrž, ne vem kako visoke iz tistega, kar se plačuje, pa tudi zdravstvo je bolj na tem nivoju, da je že osebnega zdravnika dobiti težko. Ne? In potem se res te tujci v glavnem odločajo za mesto prebivanja izven Slovenije. In to je žalostno in to bo na dolgi rok resnično, ali pa niti ne na dolgi rok, ne, že na srednji rok bo to Slovenija občutila. Ker mislim, da je pa ustvarjanje inovacij, ustvarjanje nove dodane vrednosti, je pa tisto, kar vsak narod, še posebej na našem področju, diferencira. In mislim, da se moramo resnično odločiti, ali hočemo biti, ne vem, Švica, Švedska, ali hočemo biti, ne vem, Venezuela, ampak se mi zdi,
da je pa trenutno vlada nek strah pred spremembami. Pa lahko navedem čist primer, zdaj smo že skoraj 1 leto usklajujemo zakon o udeležbi delavcev pri dobičku in pa potem tudi, da lahko kupijo iz tega deleža. In potem pa je Ministrstvo za gospodarstvo recimo resnično zelo dobro vodilo delovno skupino, ampak je kar strah pred sprejetjem tega zakona. Pa ne bo finančno obremenilo, pa za zaposlene bo boljši zakon, pa kar ni tiste volje, da bi... A se politika boji bogatih državljanov? Ja, jaz ne vem, če se politika boji bogatih državljanov, mogoče iz same zgodovine. Nekako se mi zdi, da podjetniki do neke določene stopnje so zaželeni, ko so obrtniki, ko imajo 10 zaposlenih, pa ko podjetje raste, pa rata je kar neka taka nezaželena skupina. Pa kar naenkrat rataš kapitalist, pa tisti, ki živi na račun drugih. Ampak tukaj se mi zdi, da se moramo tudi vprašati, kakšno družbo si v resnici želimo. Zaradi tega, ker se mi zdi ta nekak tak miks med tem, da so tudi zaposleni solastniki, da so udeleženi v dobičku, da nekako to združi lastnosti našega starega socialističnega sistema, ki je imel določene prednosti, ampak ni imel šans, da preživi, in pa moderne kapitalistične družbe in v tem hardcore kapitalizmu pa tudi se mi zdi, da si ne želimo živeti. Mislim, da obstaja nek balans, katerega smo poskušali na takim mikrom nivoju v Devasoftu ustvariti in se mi zdi, da ga zelo dobro živimo in da nekako so smo vsi zadovoljni s tem. In tukaj se mi zdi, da se tudi na nivoju države se moramo povprašati, kakšna je naša prihodnost. In jaz bi to prvo, če gledam podjetje, kaj je tisto, kar je bistveno? Se lahko rečeš produkti, stranke, ekipa, tu so floskule, ampak se mi zdi, da so tiste vrednote osnovne, tiste moralno-etične norme, so tiste, ki nekako so temelj za to, da lahko na njih gradiš. In se mi zdi, da v današnji družbi že to manjka. Katere so pa naše osnovne vrednote? Za Slovenijo, Za Slovenijo, tako. In to se mi zdi, da je prva stvar, ki jo je potrebno definirati, da lahko na tem temelju gradimo programe. Kakšno državo si želimo? Jaz mislim, da si vsi želimo državo, ki bo socialna na eni strani. Danes v današnji dobi nobenemu ni treba, da spi zunaj, da je lačen. Na drugi strani pa je potrebno nagraditi tiste, ki ustvarjajo dodano vrednost. In se mi zdi, da tukaj, recimo, že če pogledamo Hrvaško, je veliko bolj agresivna, veliko bolj pogubna pri tem, kakšne spremembe dela. In jaz mislim, da ne bo treba čakati 5 let, ko bomo videli, da nas Hrvaška prehiteva. Ampak je treba biti pa pogumen. Je treba reči, dajmo kot država biti, dajmo ponuditi podjetjem, posameznikom ugodno okolje in potem lahko pričakujemo, da bomo dobili, da bomo želi. Če ne poseješ tega, če pa želiš imati več in več, boš na koncu dobil manj. No, ampak to podjetniško razmišljanje tega v politiki ne vidimo. Tam so, kot bi rekli, neki pritepenci od vse povsod. To je grozno. No, jaz bi dejal, da tudi v politiki je na ministrstvih, v vladi ogromno sposobnih ljudi. Jaz mislim, da ni temu tako, da bi rekel, da so politiki slabi. In tukaj je tudi ena izmed temeljnih vrednot, ki se mi zdi, da je bistveno spoštovanje. Potrebno je spoštovati, mislim, vsej itak športnike spoštujemo in jih cenimo. Potrebno je spoštovati, javne uslužbence, potrebno je spoštovati podjetnike in ravno tako je potrebno vzgojiti spoštovanje do politike. Ampak mora biti pa politika tudi primerna. Recimo korupcija. Korupcija je tak značilen primer, kjer se to spoštovanje porazgubi. Če vidiš, kako določene strukture delujejo, je potem se sesuje ves vrednostni sistem in tudi tiste temeljne vrednote
padejo. Ne? In tukaj se mi zdi, da smo zmeraj nekje v nekih tistih 30-40 let demokracije, ne? Ko še nismo dovolj zreli, da bi šli en korak naprej. Recimo, jaz sem bil na Finskem par dni nazaj. Ne? Oni so rekli, da so že 50 let nazaj so postavili neke trdne temelje, ne? In potem, ko se je recimo zgodila Patria, ne? So rekli, da je to bilo za Finsko, je bil šok. Ne? Da je to bila res velika novica pri njih, ne, da se je nekaj takega sploh možno, da se je zgodilo. Ne. In se mi zdi, na teh trdnih temeljih, na teh trdnih osnovah se potem da graditi. No, ko omenjate tujino, zanimiva je zgodba iz te vaše knjige, da tista prvotna partnerja sta v bistvu prodala, preden ste tako zacveteli kot podjetje, in sta se potem lotila te iste dejavnosti, ustvarila sta konkurenco vam, ne? In potem pa si eden celo tožil. Mislim, to je pa tudi en odnos tujine do nas, kot da smo nekaj manj vrednega v osnovi, ne? Ja, ne, ta zgodba je bila malo drugačna. Ja. V bistvu je tožili so nas eni bivši partnerji, ne te dva ustanovitelja, ja. Ne, in to taka res neumna tožba, ne, da smo tisto, kar smo dolga leta pisali, ne, da tega nismo naredili sami, ne, in potli, ne vem, jaz zmeram se heco, ne, da je moj magisterij pa doktorat pride prav, da neki meji, ne, državni meji, ne, ko pokažeš na vizitko, doktor, vse v redu, ne, druge pa ne, ampak tokrat je pa res prišel prav, da sem pol tudi na sodišču z doktoratom dokazali, da ste to že bil v doktoratu. Da je bilo to avtorsko delo in to je bila res taka nora zgodba. Ne. No, potem pa eden izmed teh partnerjev, ne, je rekel, ja, ne, jaz bom šel v penzion, se bom upokojil, ne, in potem smo ugotovili, da je pa naredil eno drugo podjetje, ki se je ukvarjalo s podobno stvarjo, no pa smo čez par let tudi tisto podjetje kupili, tako da je zdaj vse pod isto streho, ne. Ampak to je taka stvar, ne, ki ta prehod generacij je težek, ne. To je res težka stvar, ne. Pa ta drug partner, ne, Herbert, je pa šel, se je pa upokojil tudi par let nazaj, ne, ampak je šel pa rekel, jaz hočem narediti stop, jaz bom v življenju užival in zdaj hodil okoli sveta, ne vem, mislim, je res tak, res srečen človek, ne, ga je lepo videti, ne, in smo tudi naredili mu Warring Fešta na koncu, ne, in smo rekli, le, Herbert, hvala lepa za vse, naredil si res maksimum, ne, in je pol odšel nekako pomirjen, ne, da se bomo prvič trudili, da bomo njegovo ime tudi v prihodnosti s ponosom nosili, ne, in razvijali. Na drugi strani je bil pa nekako odrešen. Ne. In tudi Andrej, ki je šel lani v penzijo, ne, smo se zdaj tudi poslovili od njega še tako bolj uradno na tej zadnji merilni konferenci v gledališču pred 500 strankami in partnerji iz celega sveta in so mu zahvalili za ves trud, ki ga je v teh 23 letih res trdega dela pustil za to, da je se podjetje ustvarilo. In se mi zdi, da je to nekako prav, ne, da pustiš tistemu, ki odhaja, svobodo, ne, pa so vsi, ne, tudi če bi se kdaj premislili, ne, z veseljem lahko nadaljujejo delo, ne, ampak je prav tudi, da pridejo v neko drugo življenjsko obdobje, ne, in da uživajo ne v delu, ne, ampak na nek drug način. Veste, kaj je zanimivo tudi v tej knjigi, ne, ko ugotavljate, da vas pa včasih te sodelavci, da so vas v nekem trenutku tudi razočarali, ne, predvsem s tem obrekovanjem, z vsem tem negativnim razmišljanjem. Kako je to pri nas? Jaz mislim, da v tujini tega ni toliko. Ja, ne vem. O tem bi težko sodel, zaradi tega, ker se mi zdi, da so dobre prakse in pri nas in v tujini. Je pa to tisto, kar sem prej rekel, ne, da v tej želji potem, da se podjetje razvija in raste, včasih tudi pustiš, da v podjetje pride kakšen, ki ni popolnoma v skladu s temi temeljnimi vrednotami. Ne. Ampak smo se naučili, da kljub visokim zmožnostim, performansam, je pa ta del, da ima nekdo
prave vrednote, srce na pravem mestu, ne, bi temu lahko rekli, ne, da je pa to ključno. In da ne smeš se tem spuščati, da ne smeš tukaj spuščati kriterijev na osnovi performans. Ne. In tukaj se mi zdi, da je en izmed takih ključnih naukov bil te zgodbe tistega leta, pa nekaj let nazaj, ne, 2016, na osnovi katerega se jaz tudi veliko naučil. Tako da to so take stvari, ki jih zelo težko prebereš iz knjig, ampak se moraš nažalost naučiti na lastni koži povedati, da mogoče kdo drug pa ne ponovi te napake. A ste se zahvalili za sodelovanje temu sodelavcu? Ste ga odpustili ali kako se je to razrešilo? Sej običajno, ker sami odidejo, ko vidijo, da to ne gre več. Ne. In tudi pol, v bistvu se nismo poslovili od veliko kolegov v zgodovini, ampak vsi so bili na osnovi teh moralno-etičnih načel, ker se mi zdi, da se tudi pride do tega, da nekdo na delovnem mestu, recimo po preizkusni dobi, vidiš, da mu to ne ustreza. Ne. Ampak da bi se pa poslovilo nekoga, ki je res vrsto let, je pa samo zaradi tega razloga. No, razlog, da ste vi tako spoštovani tudi v vsej tej dolini, ne, tej ozki dolini, je tudi ta, da vi ste pravzaprav pokupili veliko objektov propadlih podjetij, Peko, Iskra, karkoli pač imate stavbe, ne, ste jih obnovili in to, kar bom zdaj rekla, vi ste ustanovili Katapult, to se pravi eno tako izstreliščno, da tako rečem, en katapult, ki start-upe, ki zagonska podjetja izstreli v vesolje. To se pravi, v tem podjetju vi nudite računovodstvo, prostore, administracijo brezplačno tem podjetjem, ali kako je s tem? Ne, v bistvu mi v osnovi so vse to je res. Ja. Katapult smo ustanovili z namenom, da damo kar največ nazaj našim dolinam, da dokažemo, da Devesoft ni osamljen primer, kako lahko se uspe. In že kar nekaj podjetij v Katapultu dokazuje, da se lahko uspe na svetovnem nivoju, kar smo res izredno veseli. Je pa Katapult namenjen temu, da ponujamo skupne službe. Skupne službe na začetku so cenejše, potem pa je ideja, da ta podjetja ostane in se razvijajo in te storitve skupnih služb nekako še vedno koristijo in z tega ven imamo vsi dejansko stvari cenejše. Tako recimo te pravne računovodske storitve, administrativne, finančne in tako naprej, se nudi, po drugi strani pa, kar je še bolj bistveno, se pa nudi vsa ta naša infrastruktura v smislu izdelave prototipa, ali ne gre za mehanska ohišja, ali ne gre za elektroniko, testiranje teh komponent. In te stvari se mi zdi pa, da so dost unikatne v svetu, ker redko se najde pospeševalnik, ko bi omogočil nekoga, nek startup, ki ima fizični izdelek, da se mu lahko ponudi tako široka paleta teh storitev. Torej pri vas v Katapultu neko podjetje dela raketo, neko drugo zelo uspešno pa dela obeske za ključe, ki se ne zgubijo, ne? Mislim, kako je s temi podjetniškimi idejami? Ja, tukaj pa resnično, ki je že recimo Sokrat je rekel, ne, kaj bo s to našo mladino, ne, pa tudi danes ne skrbi, ne, ker je veliko časa preživijo na telefonih, se s tem desocializirajo. Ampak, ko gledam te mlade v Katapultu, ki prihajajo z novimi idejami, žarem v očeh, se mi zdi, da se nam, kar se tega tiče, za prihodnost sploh ni zabatne. Tu so res mladi, ki uživajo v svojem delu, ki želijo spet preizkušati meje mogočega, res pravi akrobati. Akrobati. Koliko podjetij teh zagonskih ste katapultirali? Ja, v Katapultu je nekje 20 podjetij, presojamo nekako 100 podjetij ali pa 100 podjetniških idej na leto in kar na tisoče mladih otrok pa
se tudi navdušuje nad robotiko, matematiko, tehničnimi vsebinami, elektrotehniko v Katapultu, kjer jih že od mladih nog nekako poskušamo navduševati na tehniko. Pa je še prostor, če bi nekdo želel danes k vam? Imate še kakšen prostor? Jaz sem takrat, ko smo naredili Katapult, sem nekako razmišljal, da tu za Trbovlje bo do konca mojega življenja dovolj, ne, teh 2500 oziroma 3500 kvadratov, kar jih imamo zdaj, ne. Pa smo že kar nekaj let imamo pomanjkanje prostora, ne, kar je v bistvu dosti neverjetno, ne. Tako da, bo potrebno spet še kaj novega narediti. No, to vašo ljubezen do domačega okolja kaže tudi podatek, ki sem ga tudi zasledila v knjigi, da en del neke proizvodnje, nekih aparatur pa izvajate tudi nekje v hribih, v nekem hlevu, ker je tam ta izumitelj stanuje. Kako je pa s tem? Ja, tako je, ne. To izhaja še iz romantičnih časov DV Softa, ne, ko smo kupili en CNC stroj in potem ga dali v hlev od sošolca iz srednje šole, dobrega prijatelja Boštjana. In potem smo gledali ti stroje, smo videli, da se da kar veliko stvari na njem narediti in potem je prišel ta drugi, tretji, peti, 15. In zdaj jih imamo že toliko, da dejansko v hribih ne moremo več se širiti, tudi elektrike nam zmanjkuje, tako da se selimo velik del v dolino, ampak v hribih pa še vse ne ostanejo robotizirana proizvodnja, ker en romantičen del podjetja je pa prav, da tudi ostane v hlevu. Tako, ne, da se povedi, s tem smo išli. Nek vaš poslovni partner, ne vem, je bil Škot ali Irec, ki je prišel tja, je bil tudi začuden, kaj vidi. Kako reagirajo ti poslovni partnerji? Ja, so prišli že z vsega sveta v ta slavni petkov hlev in so vsi nekako tako presenečeni, kaj vidijo, pa nekako začutijo res ta duh DV Softa in to se mi zdi tisto, kar moramo res ohranjati. In tudi spet znotraj DV Softa en kup mladih je, ki so res izjemni, ki živijo za to, kar delajo. In to je nekaj najlepšega, kar lahko. Tule se nam občasno pokaže slika, ko vi sedite na trboveljskem dimniku, ne? Torej, odkot je ta slika? Ste peljali poslovne partnerje tja, ali kako je bilo s tem? Ja, trboveljski dimnik je pa v bistvu tako, da se da ni odprt, ne. Lahko v izjemnih primerih se nekako v okviru nekih vzdrževalnih del, ne, gre gor luč zamenjati, ne. Ampak jaz upam, no, tudi, da bodo te ideje, ne, da se nekako ta dimnik oživi, ne, ker se mi zdi, da imamo Blejski otok, pa Postojnsko jamo, ne, pa najvišji dimnik v Evropi, ne, in to je bilo res vredno nekako ponuditi turistom, ne, ker je res nekaj izjemnega, je čisto drugače, če greš splezati neko steno ali pa če splezaš na dimnik. No in potem smo v dogovoru s HSE-jem posneli en video za naš nov merilni inštrument. Na vrhu dimnika spet sem vprašal naše fante in dekleta, če bi to naredili, pa se jih je javili takoj 30, ne, da itak da bomo, ne. Tako da v bistvu pol, ne vem, sedimo na robu dimnika, pa se pol kamera vzdigne, pa se vidi, da je to res globoko, ne. Veste kaj, v bistvu v poslu je treba uživati, pa vedno se malo igrati, ne. Kaj rečete na to? Ja, tako je, ne. Zaradi tega, ker res sem rekel, ne, 3 leta smo razvijali inštrument. Nismo vedeli, je res nekaj novega, ne, unikatnega, ne. In nismo vedeli, ali bo delovalo ali ne bo delovalo. In pol je nekako smo videli v enem momentu, prav smo imeli, ne, to bo uspelo, ne. In v bistvu pa smo rekli, moramo ta 3-letni razvoj nekako zaključiti, nekako obeležiti z nečem, ko je tudi malo izven tega normalnih okvirov, kako človek se usede v stol in reče, da imamo nov inštrument, a ni fajn, ne. Ampak da to razložimo na dimniku, ne, in tudi stranke vidijo. To je dejstvo. No, veste, kaj je tudi zanimivo in simpatično v vašem Katapultu, ne, v tem
pač v teh prostorih, da ima tudi vaša mama tam eno sobo. Ona je bila učiteljica matematike in ona tudi, kaj počne tam? Je že upokojena in počne kaj? Ja, zdaj je v bistvu pri svojih 77 letih je prvo osebo redno zaposlila, ne, je dobila kolegico, ne, tako da je šla na podjetniško pot. Ne. In v bistvu uči matematiko, izdeluje učila. SE šola je v bistvu v pisarni, kjer je DVSOH začel in je nekako tudi eno to srce v Katapultu, ki že res otroke od mladih nog. To je res lepo videti, ne, da Katapult živi, ne, da ogromno mladine prihaja. Pa še babi je noter, pa tako. Tako, ne. In to je takšna stvar, kjer resnično mladi, stari, stare generacije, ne, nekako skupaj poskušamo ustvariti neko okolje takšno. Kako pomembni so starši pri tem, kar ste vi danes? Ne? Tu v knjigi piše nekaj zelo tako zanimivega, da ko ste imeli tisto tožbo iz tujine, je oče rekel, pokaži te papirje, rekel, pa saj ti nič ne morajo. Ne? In s tem vam je dal neko samozavest. Ja, sigurno. In to se je zgodilo v bistvu par tednov prednji je umrl. Ne? Tako da v starših sem imel, pa imam še danes res močno oporo in družina je pomembna. Definitivno, ne, meni so starši resnično dali praktično vse, kar imam, ne, spet lahko pridemo nazaj do tistih temeljnih vrednot. In to je res takšna stvar, ki, ne vem, jo težko nadomestiš drugje, ne, tako da sem in očetu in mami sem res hvaležen za vse, kar sta mi dali. No, tudi vi imate družino, ne, imate 4 otroke, pa zelo simpatično ženo, ne. In malce mi povejte o tej družini, kako ona doživlja, žena se je strinjala s tem, da imate firmo, ne, pa včasih to uporabite, tako berem v tej knjigi, za opravičilo, če vas ni doma, rečete, saj si se strinjala, da imamo podjetje. Ja. Ampak je že malo vmes obupala, pa tako da je zelo težko živeti z mano, ne. Otroci pa je tudi, mi je pa veliko veselje, da pa kar najdejo tudi svoje mesto v naših dolinah. Jaz upam, da bo tako tudi ostalo, ne. Nina je študirala v Angliji slaščičarstvo, ne, sem mislil, da jo nikoli več ne bomo videli, sedaj pa nas razveseljuje vsak dan s slaščicami v DVSOFT-u, ne vsak dan, skoraj vsak dan, ker drugače bi bilo čisto preveč. Ona vodi restauracijo v DVSOFT-u? Ne, ona je zaposlena v restauraciji, vodi restauracijo šef kuhinje Dejan in v bistvu tukaj je pa tudi ena stvar, kjer je zapisano v družinski ustavi kot tudi v pravilih podjetja, da imajo vsi enakovredne možnosti, ali so družinski člani ali pa niso. Luka je recimo tudi zdaj v marketingu podjetja, ampak je tudi moral iti na razgovor. Pol mu je Mitja, ki vodi marketing, dal neko ponudbo, jo je zavrnil, bi rekel, hočem iti na svoje, pa je prišel čez en let nazaj, pišu, kao vsak mesec je treba plačati prispevke, ne, in tako da je zdaj res pomemben del marketinga in te vse video je tudi sokreira Luka z marketing ekipo, ne, tako da to je nekako tudi ena taka stvar, kjer pa želim otroke nekako razbremeniti tega bremena, ker smo le visokotehnološko podjetje, je treba res dobro razumeti, kaj delamo, ne, in na ta način lahko se uvajajo počasi v delovanje podjetja. Na eni strani bodo morali nekako podjetje lastniško upravljati, ampak na drugi strani, kar se tiče pa operativnega upravljanja, je pa po Andreju prevzel mesto direktorja Tilen Sotler, ki je tudi v podjetju že skoraj od samega začetka, res tehnik, vizionar, vodja ekipe, ne, tako da to je taka stvar, kjer se mi zdi, da smo nekako
poskušamo najti neko tako optimalno pot. Za njim, za nama pa prihajajo pa že nove generacije, ki jaz sem prepričan, da bodo dobro vodili in upravljali podjetje. Torej, za konec, kako vidite to prihodnost DVSofta v tem globalnem svetu? Kako hitro boste lovili te svoje inovacije in jih prilagajali svetovni konkurenci? Kaj se bo zgodilo čez 10 let recimo? Ja, jaz mislim, da bomo še vedno delali črno-oranžne inštrumentke, ker to je veselje, zdaj sem na neki svetovni turneji, poleg Finske, Anglija, pa Amerika, zdaj grem naslednji teden na Kitajsko, potem v Nemčijo, tako da sem kar precej po svetu in jaz mislim, da bomo še vedno poslušali stranke in poskušali kar najbolj ugoditi in na ta način razvijati podjetje naprej. Ja, seveda. Sreča vaša je, da če hočemo nekaj spremeniti, moramo to izmeriti, če ne vemo, o čem se pogovarjamo. Točno tako. Ja. Gospod dr. Jure Knez, najlepša hvala za pogovor. Hvala vam.